Ali obstaja kaj brezdelno lepšega od počitka na balkonu in vrtu? Če iščete novo pohištvo, ste zagotovo v dilemi, katero je primerno za vaš balkon oziroma vrt. Kateri materiali so najbolj praktični, katero cvetje zasaditi. Odgovore na ta in podobna vprašanja boste izvedeli v naslednjem prispevku. Zunanje ureditve so prostori zabave, sprostitve in druženja, ki pomembno vplivajo na naše počutje. Balkon in teraso te hiše smo opremili z vrtnim pohištvom in zasadili cvetje. Gospa Meta je poskrbela za cvetje, gospod Tomaž mi je svetoval pri izbiri vrtnega pohištva. Vsi izdelki so iz trgovskega centra Obi. Izbrali smo pohištvo iz umetnega ratana v bež barvi z leseno mizico. Tako dvosed kot fotelja sta oblikovana nekoliko retro v popularnem slogu 70-ih let z lesenimi masivnimi nogicami. Ta kotiček je namenjen klepetu, pitju kavice in druženju s prijatelji. Da bi bil čim bolj udoben in prijeten na pogled, smo ga okrasili z mehkimi blazinami ter odejo, ki prav pride ob večerih, ko se malo ohladi. Na kaj pa moramo biti še posebej pozorni, ko izbiramo vrtno pohištvo? Pri vrtnem pohištvu moramo biti pozorni glede namena oziroma uporabe le-tega. Torej, kolikokrat ga bomo uporabljali, ali to samo za vikend, ali to za druženje, ali to vsakodnevno uporabo. Potem tudi izbiramo kvaliteto materiala. Materiali so pa lahko različni. Lahko so iz umetnega ratana, lahko so lesena, lahko je kombinacija les-kovina ali samo kovinska, stvar okusa. Kaj pa shranjevanje, recimo po zimi, če nimamo recimo dovolj velike garaže ali pa lope za to? Ja, tukaj je treba tudi pri nakupu razmišljati toliko naprej, kaj je s shranjevanjem. Vkolikor nimamo prostora, obstajajo tudi pregrinjala za zimsko shranjevanje. Zdaj pomembno pri samem takmu shranjevanju, ki je na odprtem ali pod nadstrešjo, je zelo pomembno, da shranjujemo suhe garniture, da ne pride do kakšnega plesnenja ali gnitja. Torej, potrebno pred shranjevanjem vse posušiti, obrisati, očistiti. Tako. Balkon je ozek in dolg, je pa na njem toliko prostora, da sem tja lahko postavila antracitno siv počivalnik in malo mizico. Ta kotiček je namenjen za umik in sprostitev. Na drugi strani balkona smo postavili dekorativni cvetlični lonec in vanj je gospa Meta zasadila sezonske rastline. Na ta način smo navidezno skrajšali dolg balkon. Gospa Meta, zakaj ste izbrali prav takšne cvetlice za zasaditev balkonskih korit? Balkonska korita sem zasadila s cvetlicami, da malo poživijo temno ostrešje in temno barvo balkona, zato sem izbrala rdečo-belo kombinacijo. Tip rastlin je pa primeren tako za sončne, kakor tudi za senčne balkone. Korita sem zasadila z pelargonijami, ki so povešave in s pokončnimi pelargonijami, zaradi tega, da je pokrit ves balkon oziroma celo korito. V okrasni lonec, ki je nasproti počivalnika, pa sem zasadila barvno primerna tudi pokončne pelargonije in pa verbene, ki se lepo skladajo z barvo pelargonij, s tem, da bojo te verbene čez čas prekrile tudi večji del okrasnega lonca. Kaj pa korita, ki ste jih uporabila na balkonu za zasaditev? So to kakšna posebna korita? Seveda, to so korita z logovnikom. Namen teh korit je, da ni potrebno rastline zalivati vsak dan, ampak jih zalivamo načeloma po potrebi. Seveda, različne rastline potrebujejo različno količino vode in ta korita so primerna tako za take rastline, ki potrebujejo večjo količino vode, kakor tudi za rastline, ki potrebujejo manjšo količino vode. Ta vodni rezervoar v recimo 60 cm koritu sprejme količino 4 litrov vode. Prednost teh korit je pa tudi v tem, da ni potrebno uporabiti podstavkov, kar je lahko pri navadnih koritih zelo moteče, zaradi tega, ker te podstavki padajo, se polomijo. Ko smo izbirali rastline za zasaditev, smo veliko razmišljali tudi o barvni usklajenosti. Povejte mi, kakšne rastline vse se pri vas dobijo? V Obi imamo pestro izbiro različnih rastlin, od balkonskih, grednih, kakor tudi rastlin, ki jih lahko sadimo v večje korita oziroma v večje lonce oziroma tudi na vrtove. V vaši ponudbi je tudi zelo veliko mediteranskih rastlin. Katere so? Od mediteranskih rastlin bi priporočala različne vrste oljk,
citrusov, sivke, začimbnic. Kaj pa tale umetno oblikovan iglavec? Seveda imamo v naši ponudbi tudi različne vrste iglavcev, oblikovane v toskanskem slogu. Veliko cvetlic imamo tudi v dekorativnih cvetličnih loncih. Ko smo jih izbirali, smo pazili tudi na barvno usklajenost, da se lepo skladajo tako s fasado kot s vrtnim pohištvom in teraso. Na kaj pa je potrebno biti pozoren, še posebno pozoren, ko izbiramo cvetlična korita? Ko izbiramo cvetlična korita, je treba biti pozoren na to, da se skladajo z okolico, z fasado, z vrtnim pohištvom. Poleg tega moramo biti pozorni tudi na to, da izberemo primerno velikost cvetličnega lonca. Pri izbiri pa je potrebno biti pozoren tudi na to, da korita oziroma lonci niso pretežki, zaradi tega, da jih lahko premikamo. Pri velikih loncih lahko zasadimo tudi tako, da se izognemo temu, da so težki, da jih na dnu napolnimo z lažjim materialom, na vrhu pa z zemljo in potem prekrijemo z okrasnim lubjem. V vsakem žaru pride prav tudi zeliščni vrtiček. Kakšne zelišča ste uporabili? Tukaj sem uporabila rastline oziroma zelišča, ki so primerno za peko na žaru. Od bazilike, timijana, materine dušice. Rožmarin ne smejo pozabiti? Seveda, rožmarin je nepogrešljiv pri peki na žaru. V taka korita oziroma v take lonce pa lahko sadimo tudi zelenjavo, se pravi različne vrste in paradižnikov in paprike, ker se v tem času oziroma v tem obdobju dobijo tudi primerne zelenjavne rastline, ki so primerne prav za saditev v taka korita oziroma cvetlične lonce. Na travniku je prostor za žar in jedilno mizo s stoli. Ob mizi je velik zložljiv senčnik, ki je v barvi bele kave, tako da se lepo poda k izbranem vrtnem pohištvu. Ob žaru in jedilni mizi je tudi lep lesen servirni voziček, ki vedno pride prav, saj je na njem dovolj prostora za shranjevanje pijače in pripravljanje hrane. Gospod Tomaž, kakšen žar izbrati? To pa je zimzelena tema, tudi v prihodnje bo. Torej, tukaj so deljena mnenja. Tisti, ki prisegajo na oglje, žar na oglje, bo pristaš ostal oglju. Tisti, ki pa mu je načeloma vseeno, pa pristane tudi na plinski žar. Čeprav tukaj moramo upoštevati dve bistvene stvari. Koliko časa imamo za pripravo oziroma kolikrat uporabljamo določen tip žara. Za oglje verjetno potrebujemo več časa. Ja, definitivno. Za oglje, za pripravo enega kosila moramo računati že 30 do 40 minut prej, zato da oglje oziroma te lesne brikete pripravimo na primerno delovno temperaturo. Za plinski žar pa potrebujemo zgolj 10 minut in je že žar pripravljen. Kaj pa ta žar, ki smo ga izbrala za to vrtno zabavo? Kaj je na njem posebnega? No, to je vrtni plinski žar srednje velikosti, primeren za 10 do 12 oseb veliko družbo. Imaš še dodaten plinski gorilnik. Torej lahko kombiniramo? Tako, lahko kombiniramo peko na žaro, kuhanje testenin, krompirja. Za senčenje te jedilne mize sem izbrala zelo velik senčnik v barvi bele kave. Jaz sem na to gledala bolj dekorativno, pa da se bo skladal z vsem izborom, ampak čistko kot strokovnjak me pa zanima, kaj svetujete, kakšna senčila vse so možna oziroma kakšen izbor je? Priznam, zelo dober izbor. Torej, kot na temu vidimo, torej poznamo dežnike z stranskim drogom, sredinskim drogom različnih dimenzij, potem poznamo jadra, roloje, markize ali tende in pa paviljone. Pravzaprav zgleda zelo enostavno. Gremo, kupimo senčnik, kupimo žar, ampak v resnici pri tej vsej široki ponudbi, ki jo imamo danes, pa to ni tako enostavno. Res je. Ponudba je vsako leto večja, tako senčil, vrtnih garnitur kot žarov, zato vljudno vabljeni v obi trgovske centre po Sloveniji, kjer vam bodo naši strokovnjaki radi pomagali.